Pika se gre iskarko in zaide v pretep. Naslednjega jutra se je Anica zgodaj zbudila. Brž je skočila iz postelje in odrsala k Tomažu. Zbudi se, Tomaž, ga je pocukala za roko. Zbudi se, da greva k tisti zabavni punci z velikimi čevlji. Tomaž je bil v trenutku buden kot čuk. Že v spanju sem vedel, da bo danes nekaj zabavnega, samo nisem se spomnil, kaj, je dejal in potegnil sebe zgornji del pižame. Nato ju je kar odneslo v kopalnico. Veliko hitreje kot ponavadi sta se umila in si skrtačila zobe, 1, 2, 3 sta navlekla nase obleke in že celo uro, preden ju je mama pričakovala, sta se iz zgornjega nadstropja pridričala po stopniščni ograji, pristala točno pri zajtrkovalni mizi, sedla in zavpila, da hočeta svoj kakav, takoj zdaj. Ja, kaj se bo pa zgodilo, je vprašala mama, da se vama tako mudi. K novi punci v sosednji hiši greva, je povedal Tomaž. Mogoče bova ostala kar ves dan, je dodala Anica. Ravno tistega jutra je Pika pekla medenjake. Vmesila je goro testa in ga razvaljala na kuhinjskih tleh. Veš, je rekla svoji opički, kaj bi pravzaprav s kuhinjskim pultom, če misli speči najmanj 500 medenjakov. In zdaj je ležala na tleh in izrezovala medene srčke, kot da ji gori pod nogami. Ne tacaj po testu, gospod Ficko, je revsnila. Prav tedaj pa je pri vratih pozvonilo. Pika je stekla odpret. Zgoraj in spodaj je bila bela kakor mlinar in ko je Tomažu in Anici pristrčno stresla roko, ju je zagrnil cel oblak moke. Kako lepo, da sta se oglasila, je rekla in si tako temeljito iztepla pred prasnik, da se je dvignil nov oblak moke. Tomaž in Anica sta vdihnila toliko, da sta se morala odkašljati. Kaj pa delaš? Je vprašal Tomaž. No, če ti bom rekla, da umetam dimnik, mi ne boš verjel. Zato si prebrihten, je menila Pika. Stvarno dejstvo je, da pečem, ampak saj bo kmalu konec, medtem ko sedita na zaboju za drva. Zasukati se je Pika znala, to pa to. Tomaž in Anica sta zasedla na zaboju in gledala, kako orje po medenem testu in kako meče medenjake na pekače, pekače pa v pečico. Bilo je skoraj tako kot v kinu. Pa smo, je naposled oznanila Pika in zaloputnila pečico za zadnjimi pladnji. Kaj bomo pa zdaj, je zanimalo Tomaža. Kaj mislita početi vidva, ne vem, se je odrezala Pika. Jaz ne smem lenariti. Iskarka sem, zato nimam niti minutke časa. Kaj si rekla, da si? Se je začudila Anica. Iskarka. Kaj je to? Je hotel vedeti Tomaž. Nekdo, ki išče stvari, jasno, kaj pa drugega, je odgovorila Pika, medtem ko je pometala vso moko na kupček. Ves svet je poln stvari, zato je res nujno, da jih nekdo poišče. In prav to delajo iskarji. Kakšnih stvari? Je vprašala Anica. Vsega mogočega, je odmahnila Pika. Kepa zlata in Noevih peres in crkenih podgan in majčkenih vijačnih matic in še vsega mogočega. Tomažu in Anici je to zvenelo mikavno. Zato sta si zaželela tudi sama postati iskarja, čeprav je Tomaž pripomnil, da bolj upa na kepo zlata kot na majčkeno vijačno matico.
Saj bomo videli, kaj se bo izcimilo, je menila Pika. Nekaj se zmeraj najde. Zdaj pa moramo pohiteti, da ne bojo prišli kakšni drugi iskarji in pobrali vseh kep zlata v soseski. Vsi trije iskarji so vzeli pot pod noge. Zdelo se jim je najbolje, da začnejo iskati okrog okoliških vil. Je že res, je rekla Pika, da kakšno majčkeno matico zlahka najdeš tudi v globinah gozda. Ampak najboljše najdbe so skoraj zmeraj tam, kjer v bližini živijo ljudje. Čeprav sem seveda videla tudi primere, ko je bilo ravno obratno, je pristavila. Spomnim se, da sem nekoč iskala stvari v džungli na Borneu. Točno v srcu pragozda, kamor še nikoli ni stopila živa duša. In kaj mislite, da sem našla tam? Prav čedno leseno nogo. Podarila sem jo nekemu enonogcu in rekel je, da take lesene noge ne dobiš za noben denar. Tomaž in Anica sta pogledovala k Piki, da bi se dodobra poučila, kako se mora vesti iskar. In Pika je tekala od enega roba ceste k drugemu, si z roko zasenčila oči in iskala in iskala. Včasih se je po kolenih splazila h kaki ograji, vtaknila roko med late in razočarano potožila. Res čudno, pa se mi je čisto zdelo, da vidim zlato kepo. Kaj res lahko vzamemo vse, kar najdemo? Se je začudila Anica. Ja, vse, kar leži na tleh, je zatrdila Pika. Malce naprej je na zelenici pred svojo vilo ležal in vlekel dreto star gospod. Tale leži na tleh, je ugotovila Pika, in mi smo ga našli. Kar vzeli ga bomo. Tomaž in Anica sta se zgrozila. Ne, ne, Pika, strica ne moremo vzeti, to ne gre, je ogovarjal Tomaž. Kaj pa sploh bi z njim? A zakaj bi ga imeli? Za cel kup reči. Lahko bi ga gojili v zajčniku namesto zajčka in ga krmili z regratovimi listi. Ampak če nočeta, tudi prav. Čeprav me jezi, da bi mogoče prišel kakšen drug iskar in ga izmaknil. Hodili so naprej, nenadoma pa je Pika zatulila, da je šlo skozi ušesa. Ne, česa takega pa še ne, je zakričala in pobrala iz trave staro zarjavelo pločevinko. Kakšen ulov, kakšen ulov! Pločevink ni nikoli preveč. Tomaž je pogledal pločevinko malce nezaupljivo in vprašal, zakaj pa lahko uporabimo? O, za vse mogoče, je odvrnila Pika. Ena možnost je, da zložimo vanjo piškote. Potem dobimo silno prijazno pločevinko, polno piškotov. Druga možnost je, da vanjo ne zložimo piškotov. Potem dobimo pločevinko brez piškotov, kar seveda ni tako silno prijazno, ampak vseeno še kar gre. Pogledala je pločevinko, ki je bila res hudo rjasta, za nameček pa je imela na dnu luknjo. Vse kaže, da bo tole pločevinka brez piškotov, si je preudarila. Ampak saj si jo lahko tudi poveznemo na glavo in se igramo, da je sredi noči. Rečeno, storjeno. S pločevinko na glavi je kolovratila med vilami, kot pločevina stolpič in se ni ustavila, dokler ni telebnila na trebuh čez žičnato ograjo. Gromozansko je zaropotalo, ko je pločevinka udarila na tla. No, zdaj vidita, je pripomnila Pika in si snela pločevinko. Če ne bi imela tega na glavi, bi cepnila naravnost na obraz in se presneto potolkla. Že je menila Anica, ampak če ne bi imela na glavi pločevinke, se sploh ne bi spotaknila ob žico. A še preden je povedala do konca, je Pika spet zatulila.
Zmagoslavno je dvignila prazen tul za sukanec. Danes je menda moj srečen dan, je oznanila. Kakšen ljubčkan tulček, da pihaš skozi milne mehurčke. Ali pa si ga obesiš na vrvico okrog vratu in ga nosiš kot ogrlico. Takoj grem domov, da se lotim dela. Prav tedaj so se pred bližnjo vilo odprla vrtna vrata in ven je planil fantek. Videti je bil ves prestrašen, kot tudi ni bilo čudno, kajti tik za petami mu je bilo 5 fantov. Kmalu so ga ujeli in ga potisnili ob plot, nato pa so vsi skupaj padli po njem. Vseh 5 hkrati ga je začelo boksati in tolči, zajokal je in dvignil roke pred obraz, da bi se zaščitil. Dajmo ga, fantje, se je zadrl največji in najmočnejši mulec, da se nikoli več ne bo upal namalati v tej ulici. Ojoj, je vzdihnila Anica, Vilija tepejo, kako le morejo biti tako zlobni. Tole je tisti zoprni Beno, zmeraj se samo pretepa, je pripomnil Tomaž, in 5 se jih spravi na enega, kakšne reve. Pika je stopila k fantom in s kazalcem potrkala Bena po hrbtu. Halo tamle, je rekla, ali mislite Vilija kar takoj predelati v čežano, da se ga loti 5 komadov skupaj? Beno se je obrnil in zagledal punco, na katero še ni naletel. Čisto tujo punco, ki si ga je drznila dregniti s prstom. Od osuplosti je najprej samo zazijal, nato pa se mu je čez obraz razlezel širok nasmeh. Fantje, je zaklical, fantje, pustite Vilija in si poglejte tole mulo, če ta ni svetovna. Lopnil se je po kolenih in zakrohotal, in v hipu so se vsi nagnetli okrog Pike, se pravi, vsi razen Vilija, ki se je obrisal solze ter previdno odstopicljal k Tomažu. Ste že videli take lase, čisti korenček, pa take čevlje, je nadaljeval Beno. Si bi lahko enega izposodil? Grozno rad bi šel veslat, pa nimam čolna. S tem je prijel Piko za kito, a jo je hlasno izpustil. Au, spekel sem se. In potem je vseh 5 fantov okrog Pike sklenilo krog, začeli so poskakovati in se dreti. Rdeča kapica, rdeča kapica. Pika je stala sredi kroga in se nadvse ljubeznivo smehljala. Beno je upal, da se bo razjezila ali planila v jok. Saj strah bi morala pokazati, če ne drugega. Ko pa ni nič zaleglo, jo je sunil. Zdi se mi, da se nička lepo ne obnašaš, dodam, je ugotovila Pika. S krepkimi rokami ga je dvignila visoko v zrak, ga obesila k brezi, ki je rasla v bližini, in ga obesila čez vejo. Nato je prijela drugega in ga obesila čez drugo vejo, prijela je še tretjega in ga posadila na steber v ograji pred bližnjo vilo. Zatem pa je prijela še četrtega in ga zalučala čez plot. Tako, da je obsedel na cvetlični gredici pred hišo. Zadnjega pretepača je posadila v majčken, čisto majčken voziček, igračko, ki je stal na cesti. Nato so Pika, Tomaž, Anica in Vili nekaj trenutkov motrili fante, ki so od osuplosti čisto onemeli, in Pika je izjavila: Reve ste, 5 se vas pravi na enega samega fanta, to je strahopetno. Potem ga začnete še suvati, majhno nemočno punčko, fuj, kako grdo. Pridita, domov gremo, je rekla Tomažu in Anici. Viljo pa je naročila: če ti bojo še kdaj težili, lahko poveš meni. Bena,
ki je sedel na drevesu in si ni upal niti migniti, je spodbudila. Če imaš še kaj povedati o mojih laseh ali čevljih, na dan z besedo, preden grem domov. Toda Beno ni imel ničesar več povedati o Pikinih čevljih. Ne, niti o njenih laseh ne. Tako je Pika z eno roko pograbila svojo pločevinko, z drugo pa tulec in odkorakala, medtem ko sta jo Tomaž in Anica obrala za njo. Ko so prišli domov na Pikin vrt, je Pika vzkliknila. Ježešna, če to ni nerodno. Jaz sem našla 2 taki dragocenosti, vidva pa ničesar. Še malo morata pobrskati. Tomaž, zakaj ne pogledaš v tistole staro drevo? Stara drevesa so ponavadi najboljši teren za iskarje. Tomaž je odgovoril, da po njegovem za Anico nikoli ne bosta našla ničesar. Vendar je Piki hotel ustreči, zato je segel v udrtino na deblu. Čakaj no, je osupnil in izvlekel roko. In v pesti je držal lepo, prelepo beležko z usnjenimi platnicami. V posebnem tulcu pa je ležalo majhno srebrno nalivno pero. Ta je pa dobra, je izdavil. No vidiš, je povzela Pika, čez iskarja ga ni. Čudno je samo, da ne zagrize v to delo kaj več ljudi. Mizarji in čevljarji in dimnikarji in take zadeve to lahko postanejo, ampak da bi bili iskarji, ne, to jim pa ni zadosti. Nato je predlagala Anici. Zakaj ne potipaš po tistelem starem štoru? V starih štorih skoraj zmeraj kaj najdeš. Anica je segla v štor in skoraj v istem hipu otipala rdečo koralno ogrlico. S Tomažem sta obstala in lep čas samo zijala, tako osupla sta bila in pomislila sta, da se bosta odslej šla iskarje prav vsak dan. Pika se je polnoči prežogala, nato jo je na lepem obšla zaspanost. Mislim, da bom morala malo podrnjohati, je ugotovila. Bi šla z mano še vidva, da me zadelata z odejo? Ko je sedla na rob postelje in se sezula, se je zamišljeno zagledala v čevlje in pripomnila. Veslat bi šel, kaj, tisti Beno? Prezirljivo je prhnila. Ga bom že naučila veslati, kdaj drugič? Povej no, Pika, jo je spoštljivo nagovoril Tomaž. Zakaj imaš tako velike čevlje? Zato, da lahko migam s prsti. Kaj pa? Je odgovorila. Nato se je spravila spat. Zmeraj je spala z nogami na blazini in z glavo globoko pod odejo. Tako spijo v Gvatemali, je zatrdila, to je edini pravi način za spanje in tako lahko migam z nožnimi prsti, tudi kadar spim. Ali vidva lahko zaspita brez uspavanke? Je nadaljevala. Jaz si moram zmeraj malo zapeti, sicer ne zatisnem očesa. Tomaž in Anica sta zaslišala, kako pod odejo nekaj brunda. Bila je Pika, ki se je uspavala s petjem. Tiho in previdno sta se utihotapila iz sobe, da je ne bi zmotila. Med vrati sta se obrnila in se še zadnjič ozrla k posteli. Videla sta samo Pikine noge, ki so počivale na blazini. Odločno je migala s prsti. In Tomaž in Anica sta odskakljala domov. Anica je v roki močno stiskala koralno ogrlico. Vseeno je tole precej hecno, je rekla. Tomaž, saj ne misliš? Misliš, da je Pika že vnaprej nastavila te stvari? Nič se ne ve, je odgovoril Tomaž. Pri Piki pravzaprav nikoli ne veš.